Kaj gremo rajš najprej v gozd, pa se pol vrnemo, ko se malo posuši. Prijetno poletno jutro je spremljalo študente, ki so v okolici zdaj presahlega Cerkniškega jezera raziskovali življenje skrito v travi in krošnjah dreves ter iskali pajke. To preverite te žbune in gremo nazaj. Je odrasla? Ne. Kdaj no? Pa ne, oni so tako veliki. Kaj moramo narediti za eno odraslo tudi? To je bila ena izmed 11 skupin na raziskovalnem taboru študentov biologije. Vsaka se je 10 dni ukvarjala z drugimi organizmi, od netopirjev, zveri in ptic do dvoživk, hroščev, gliv ter podzemnih organizmov. Namen tabora je mladim približati terensko in znanstveno-biološko delo, ki je temelj za strokovno varstvo narave, pravi študentka biologije in organizatorka tabora Ela Žagar. Zdaj vsaka skupina to dela malo drugače. Naprimer, netopirji imajo bolj nočne terene, mrežijo netopirje, ptiči naprimer oporočkajo ali pa popisujejo vrste, potem pajkarji lovijo, hrošči postavljajo pasti in potem lovijo hrošče. Take zadeve, ja. Društvo študentov biologije ima za sabo že 38 taborov vsako leto v drugem kraju. Letos so se po 20 letih vrnili v Cerknico, ki je, kot pravi Saša Drobnič, soorganizatorka tabora, zaposlena v Notranjskem regijskem parku, prava vroča točka za biologe v Sloveniji. Imamo več kot 300 vrst ptic, ogromno vrst metuljev. Ravno včeraj, ko smo imeli terensko delo, so mi rekli, da je tukaj okoli 130 vrst metuljev. Seveda je ta podatek že malo zastarel, ampak mogoče ga bojo letos malo osvežili. In kar nekaj hroščev ter tudi vseh drugih organizmov, rastlin recimo. Skupina za metulje je bila ob skupinah za ptice in hrošče med tistimi, ki so pritegnile največ zanimanja študentov. Veliko zanimanja je bilo tudi za skupino, ki se je ukvarjala z zvermi. Ja, mene so najbolj impresionirali v bistvu skupina za zveri, ker smo v bistvu najprej imeli kratek uvod, stopinje smo si pogledali, kako se vzorči, to se pravi dlaka, iztrebki in tako naprej. In potem v bistvu ta velik vtis, je name naredil prav to klicanje howling. In ko se dejansko neka divja žival zelo blizu tebe odzove, takrat se v bistvu zaveš, da nisi sam v naravi in da je treba spoštovati vse, kar je okoli nas. Da so velike zveri že tradicionalno zanimive, pravi Rudi Kraševec, biolog iz Notranjskega regijskega parka. Na tem območju so tako volkovi kot risi, teh je najmanj, k jezeru prihajajo tudi medvedi in šakali. Ker nekaj noči smo prevedeli, oziroma smo se prevozili v gozd, oziroma smo klicali šakale, volkove, probali opaziti kakšnega medveda, ampak nismo nič opazili. Tako da očitno te živali ni toliko velike ali pa za nas izgibajo, ampak recimo skupina za ptice so pa zagledali skupino 4 volkov na svojem jutranjem terenu, tako da smo jim malo nevoščljivi, da so oni jih videli, mi pa ne. V skupini za dvoživke recimo smo pa zagledali skupino 5 šakalov, prav tako v bližini Cerknice. Mentor skupine za dvoživke in plazivce je bil študent biologije Majka Stelic iz Herpetološkega društva. Pravi, da je skupina dvoživk sicer dobro znana in raziskana, vrst je razmeroma malo in vse so precej lahko prepoznavne. A vendar še vedno ostaja nekaj starih zapisov, ki za biologe pomenijo uganko. Pojavljajo se nekaj stari podatki za določene vrste, ki v bistvu jih na območju ne pričakujemo, tako da vedno je ta neka dilema, a se je to nekdo pred 50 leti zmotil, ali bomo mogoče res presenečeni, pa ta vrsta tukaj obstaja. Zdaj nekih večjih presenečenj na letošnjem taboru ni bilo. Iskali smo tudi te vrste, ki so bile nekoč opažene, torej zeleno krastačo, ki je verjetno ni in je pač nismo srečali. Je bilo pa za nas tukaj predvsem zanimivo, ker se nahajamo na nekem območju, ki je relativno nizko. Nismo v visokogorju, čeprav smo na neki planoti, ampak je dovolj hladno, da so tu prisotne vrste, ki so drugače značilne za visokogorje. Tako navadni gad kot planinski močerat. Z navadnim gadom sicer nismo imeli sreče, čeprav se v bistvu tukaj zadržujejo v relativno nizkih nadmorskih višinah, medtem ko planinskega močerada na Menišiji smo lahko potrdili in tega smo zelo veseli, ker gre v bistvu za populacijo, ki je na nizki nadmorski višini v Sloveniji in relativno neraziskana. Na jezeru je v bistvu zelo veliko beloušk, je to ena zelo pomembna lokacija za njih in so izredno številčne.
Tudi strupenjače smo zabeležili v okolici. Skačame sicer tako, da moraš imeti kar srečo in močno jih moraš iskati, da kakšno najdeš. To prepričanje, da je v Sloveniji vsako leto kač več, je zmotno. Kačama v bistvu ni najlažje, no, pri nas za nekega biologa, ki se s kačami ukvarja, nekako velja pravilo, da lahko cel dan hodi po terenu, pa ne bo našel nobene kače, ali pa mogoče 1-2, sploh v tem poletnem času. Ampak smo imeli tudi s kačami precej srečo. Zabeležili smo modrasa, belouško, smokuljo, ja, tako da v bistvu smo bili tudi s kačjega vidika precej uspešni. V osnovni šoli v Cerknici, ki se je za več kot 50 udeležencev raziskovalnega tabora študentov biologije za 10 dni spremenila v prenočišče, menzo in laboratorij, se med vzorčnimi posodicami in pred knjigo o kačjih pastirjih zmotila Leona Rojka Štuparja, magistrskega študenta molekulske funkcionalne biologije, ekologije in biodiverzitete. Jaz sem sicer na tem taboru v botanični skupini, ampak s kačjimi pastirji se pa ukvarjam bolj splošno. V teh taborih se ne glede na skupino proučevanja večinoma izvaja popise, torej beleži, katere vrste so prisotne kje in s tem v bistvu bogatimo naše znanje o prisotnosti in pogostosti posameznih vrst. Recimo pri kačjih pastirjih se je popisoval in odrasle osebke, ki jih pač tu ne morem pokazati, ker se jih sproti določa in izpusti, in pa tudi ličinke, ki pa se jih nabere za poznejše določanje pod lupo, ker je določanje na terenu zahtevnejše. Se pa seveda vedno nabere take količine, ki so praktično pač zanemarljive iz vidika, da bi to škodovalo tamkajšnjim populacijam. Kot pravi Leon Rojk, je verjetno najzanimivejša izkušnja raziskovalnega tabora to, da si ves dan na terenu z veliko bolj izkušenim mentorjem, ki ga lahko vprašaš vse tisto, česar v učilnici ne moreš, in se naučiš stvari, ki jih iz knjig težko osvojiš. Študenti se seznanijo ne le z različnimi organizmi, ampak tudi z metodami raziskovanja, določanja vrst in načini, kako odkriti nekatere precej majhne prebivalce narave. Pajke lovimo. Ema Rutar, študentka biotehnologije, je bila skupaj s Katjo Barut, študentko ekologije, in Tomažem Senčurjem, študentom biologije, članica skupine za pajke. V srednji šoli sem delal na inštitutu in sem tam hranil pajke in takrat so me malo bolj začeli. Zelo zanimive živali, pa mislim, da veliko ljudi se jih boji in to je malo tako mogoče neumno, ker res niso nevarni pa to. Razumem, zakaj so enim pač niso všeč, ker so mogoče strašljivi. Dlake na členonožcu, potem 8 oči, pač to mislim, da veliko ljudi prestraša. Ne. Pa nasplošno, med ljudmi niso priljubljeni in to se prenaša od ust do ust, iz roda v rod, tako da če ti starši rečejo, pač boj se te živali ali pa pobivijo, pa je veliko možnosti, da boš to delal. Meni sam zelo dobro izgledajo in je taka zelo uporabna žival za imeti okrog hiše. Je vse stvari, ki jih jaz ne maram, pa tudi taka žival, ki se ljudje bojijo zelo brez potrebe, pa je mogoče fajn malo več znati o njih. Meni so tudi v bistvu všeč ravno zato, ker so taki bolj skrivnostni in se jih ljudje izogibajo. Imajo pač že neko pomembno vlogo v ekosistemih in so mi zato tudi bolj privlačni, pa nasplošno so raznoliki, morfološko, veliko vrst je, veliko raziskovati, nikoli ne veš, kaj boš dobil. Vse, kar smo našli, je pregledal Luka Žarkovič, doktorski študent na ZRC SAZU, ki je tokrat prevzel vlogo mentorja skupine. Prihaja iz Srbije, v Slovenijo pa ga je med drugim pritegnilo tudi to, da imamo pri nas odlične strokovnjake za pajke in da tukaj živi veliko več vrst pajkov kot v Srbiji, približno 800. Vedno sem imel vse živali rad, ampak pajki so mi bili nekako najljubši in sem šel kroz faks in sem vedno se fokusiral na pajke, eno po eno, da sem tako prišel, da zdaj tudi i na doktorskoj nalogi delam, ukvarjam se s pajki. Se ukvarjam s mehaničnim lastnostima pajčje svile v primerjavi z velikosti pajka. Kostimo, pa potem pogledamo, kaj imamo noter. Uspešno.
Pa ni ne tako. Veliko žuželk, mi pa rabimo pajke, ki jejo te žuželke. V bistvu se mi zdi, da je tu še najtežje od vseh skupin. Pajki? Ja. A veš, ko so to kmičkeni, a ne? Tudi zaradi velikosti se morajo pri lovljenju pajkov znajti z opremo. Prav pride bel dežnik, v katerega se ujamejo ob tresenju vej, pa tudi plastične cevi, ki postanejo nekakšen sesalnik za živali. Ja, Luka jih lovi z mrežo, mi dve pa na roke, pravzaprav z tem sesazem, ki se kliče puter. Lahko manjše pajke pravzaprav posesaš, preden ti pobegnejo, tako kot slamca. Ja, imaš v bistvu filter oziroma peno oziroma neke vrste tkanino vmes med cevkami, da ga ne moreš pojesti. Ja, torej mi jih v bistvu vzamemo s sabo nazaj v laboratorij in potem jih s pomočjo lupe pa določevalnih ključev, pa tudi fotografij poskušamo določati do vrste. Če ne gre do vrste, vsaj do rodu. Ker pajki so v bistvu določene skupine so zelo, zelo težke za jih ločevati med sabo. In potem lahko v bistvu na podlagi tega tudi ocenimo neko diverziteto tega okolja oziroma lokacij, kjer smo nabirali te pajke. Zaenkrat imamo že 30 vrst, ampak še eno nismo ni polovico določili. Tako da to je res malo počasen proces in bomo se ukvarjali s tem tudi po taboru. Dosti pajkov je zelo, zelo majhno in zelo podobno. V bistvu te zadeve, ki mi gledamo, so genitalije. To je najbolj pomemben karakter za določiti na vrstu. Zato, ker enkrat, če so odrasli, to jim je zadnja levitev in to jim je končni stadium v življenju. In svaka vrsta ima edinstvene genitalije. Tako da, če najdemo dosti juvenilnih vrst mladičkov, mi ne moremo določiti do konca do vrste in zato mi na terenu rabimo samo odrasle odcepke. Da sta dva. Ja, dva pajka. Ta pa ta. Pa tale. Ta pa je odrasel možno. Samec. Samec? Okej. Kako poveš, da je samec? Samci imajo vsi, pač pri pajkih je zelo lahko določiti spol v bistvu. Samci imajo te odebeljene pedipalpe, to so te pikce tle od spredi na glavi, črne. In tako prepoznaš, samice pa imajo samo navadne, pač ni, kako se reče temu, boxing glove. Torej, ker so v obliki rokavice boksarske. V mreže se je ujelo kar nekaj suhih južin, ki pa niso pajki, ampak druga skupina pajkovcev. Našli smo tudi volkce, pajke, ki lahko skočijo tudi 10-krat tako daleč, kot so sami dolgi in veljajo za prikupnejšo vrsto pajkov, pravita Katja Barut in Ema Rutar. Zelo, zelo velike učke ima. V bistvu uporablja skakanje kot način lovljenja, ker se v bistvu svojo tarčo vidi in potem z mesta se naštima in jo pač naskoči in jo v bistvu objame in poje, bomo tako rekli. Pajki pri številnih ljudeh še vedno vzbujajo nelagodje ali strah. A kot pravita Luka Žarkovič in Tomaž Senčur, je ta strah z vidika biologov pogosto neupravičen, saj večina pajkov za človeka ni nevarna. Mene še v življenju ni pajk ugriznil. Čeprav eni v Sloveniji lahko predrajo kožo človeško, ampak po večini ne grizejo pajki. Ja, v bistvu so zelo majhni, da bi sploh prodali kožo. Oni se hranijo, mislim, žuželkami, tako da niti morajo, niti bojo na koncu. Zelo, zelo redko. Tudi mi smo ujeli na tem taboru že največjega pajka v Sloveniji, žarkasta tarantela po slovensko, in ni probala ugrizniti. Mislim, da tista bi pa lahko predrla kožo, ampak ja, ni. Hogna radiata po latinsko. Zgleda res kot neka tarantela, kot dune iz tropov, samo da je seveda zelo pomanjšana verzija. Rjav pajk na travnikih živi. Jaz vem doma na kmetiji, ko pokosiš travo, potem lahko ful vidiš, ker pač se vidijo njihove luknje pa to, kjer pač čakajo na plen in tam jih lahko ogromno opaziš. Ja, tako da pri meni doma so kar pogosti, bi rekel.
Pajki so zelo dobro prilagojeni različnim življenjskim okoljem in pri nas po večini niso ogroženi. Maloštevilne so predvsem jamske vrste. Najbolj jih ogrožata izguba življenjskega prostora in izginjanje njihove hrane. Imajo pa pomembno vlogo v prehranjevalni mreži. So plenilci, hkrati pa tudi hrana pticam in drugim živalim. Včasih tudi drug drugemu. Ta je med hrano, ima v ustih drugega pajka. Zelo so, so teritorijalni in se plenijo med sabo. Tudi kanibali so, zato jih ne moreš rediti. Naprimer, ker on se ukvarja s pajčjo svilo in mogoče pač tudi aplikacijami v tehnologiji in pridobivanje pajčje svile je velik problem, zato ker se pajki jejo med sabo in jih ne moreš gojiti. In se to rešuje prek kakšnih sviloprejk, prek umetnega proizvajanja teh proteinov, ampak problem je, da jih mi ne znamo splesti v enako nit, pravzaprav. In pajkova nit je še vedno najmočnejša, ne znamo jo ustvariti. Ampak ja, to je razlog. Tudi včeraj je Luka mogoče za 1 minuto dal v isto posodico 2 večja pajka pa 2 mehna, ker ju je slučajno naenkrat ujel in instantno sta ta 2 večja požrla oba ta mehna. Moraš jih ločevati med sabo. Oh my god, velik. Evo. Oh, finally. Evo, sem pa še... A je to crab-like? Ja, tudi ta, jaz sem tle enega manjšega crab. To je pa podoben unim izumeni. Yes. A je cvetni pajk? Yes. Samček. Točno to sem hodila, samička. Samička je. Končno nekaj veljskega, zelo vidite. Tako so študenti na letošnjem raziskovalnem taboru študentov biologije v Notranjskem regijskem parku dneve preživljali z lovljenjem, vzorčenjem in določanjem vrst, pajkov ter drugih organizmov. Ob tem niso pridobivali le znanja in izkušenj s terena, ampak bodo njihovi podatki lahko pomembni tudi za nadaljne raziskave, predvsem pa za boljše razumevanje naravnega bogastva v okolici Cerkniškega jezera.